Kakšne vode čisti vaša čistilna naprava? V pretežni meri komunalna odpadna voda. To je tista odpadna voda, ki nastaja v naših hišah, v naših domovih. Pravzaprav vso tisto pitno vodo, ki jo porabljamo, iz nje nastaja odpadna voda in ta odteka preko odtokov iz WC školjke, ko potegnete v ta kanalizacijski sistem. Torej do vas pride tudi voda iz stranišča? Ja, absolutno. Kaj pa lahko mečemo v stranišče? V WC školjko se ne odmetava odpadkov, čeprav žal danes dobimo v naš kanalizacijski sistem vse mogoče. Od krpic za enkratno uporabo, pa vatiranih palčk, ostankov hrane. Tu iz dotoka odpadne vode odstranimo res tiste večje kose, večje odpadke, ki pridejo skupaj z odpadno vodo. Potem pa odpadna voda nadaljuje še na preostale stopnje mehanskega čiščenja. Na grobe grablje, pa na fine grablje in pa peskolov in pa prezračen lovilec maščob, kjer iz odpadne vode odstranimo še pesek, sedimente in pa maščobo. A vsi ti odpadki pridejo v stranišča? Ja, v glavnini. In teh odpadkov je res veliko. Mi na čistilni napravi na letni ravni odstranimo 1000 ton tovrstnih odpadkov, ki sicer ne sodijo v WC školjko, ampak v koš za smeti. No vidite, vse tole, kar dol visi, vse to so pravzaprav krpice za enkratno uporabo. In teh krpic je v našem sistemu res ogromno in nam delajo težave že tudi na ostalih objektih, še predno pride odpadna voda do čistilne naprave. Te krpice nam mašijo črpalke na črpališčih in s tem imamo v bistvu ogromno dela. Kaj pa naredite z odpadki iz vode? Vse tisti odpadki iz mehanske stopnje čiščenja, pa moramo oddati predelovalcem odpadkov. Tisti odpadki se v največji meri še dosušijo, potem pa grejo kar v sežig. Tukaj pa vidimo umazano vodo. Kateri korak čiščenja je to? Tukaj pa nastopi korak biološkega čiščenja, ki pa poteka s pomočjo mikroorganizmov. V vseh teh bazenih, ki vidite, da so še nekoliko bolj rjave barve, je v bistvu aktivno blato. To je skupek mikroorganizmov, ki se, po domače povedano, prehranjuje s to raztopljeno nesnago, ki je v odpadni vodi. Pride na koncu ven tudi čista voda, ki jo lahko na koncu ponovno uporabimo. Ja, v naslednjem bazenu boste pa videla, da se to aktivno blato posede na dno, na vrhu pa ostane prečiščena voda, ampak še vedno je to prečiščena odpadna voda. Ta voda odteka v odvodnik, v reko Ljubljanico, lahko pa bi jo uporabili morda za zalivanje kakšnih kulturnih rastlin ali pa kakšnih parkovnih površin. Vsekakor pa ta voda še zdaleč ni primerna za pitje oziroma za zalivanje naših vrtov. Koliko vode očistite na dan? Med 70 000 kubikov odpadne vode pa lahko imamo dotok tudi do 150 000 odpadne vode. To je pa odvisno od tega, ali imamo deževen dotok ali pa imamo sušni dotok, tako kot je zdaj v tem lepem vremenu. Danes pa recimo bomo očistili nekje med 70 000 in 80 000 kubikov odpadne vode. A to je zdaj čista voda? Ja, tako. To je zdaj prečiščena odpadna voda, ki z vrha teh bazenov odteka v odvodnik.